V oddaji, kjer govorimo, da bomo v prihodnosti zadnji kilometer opravili s pomočjo kakega drugega načina prevoza, ne avtomobila, je prav, da novice začnemo z vestjo o izrivanju avtomobilov iz središča New Yorka. Če bo predlog pobude Fix New York City naletel na naklonjeno branje, bodo New Yorkčani vožnjo po Manhattnu začeli zaračunavati slabimi $12 na vožnjo. Z idejo naj bi promet v tem središču postal bolj znosen, kajti trenutno se vozniki tam vozijo s povprečno hitrostjo komaj 7,6 km/h. Angleško združenje trgovcev z avtomobili je objavilo, da je na britanskem trgu že 70% avtov, ki ponujajo sistem samodejnega zaviranja v sili. Podatek za Slovenijo zagotovo ni kaj dosti drugačen, naj pa vas k modri odločitvi za ta varnostni sistem spodbudimo s povsem praktičnimi izkušnjami. Pri Toyoti ugotavljamo, odkar imamo vozila s sistemom TSS, ki voznika aktivno opozarja na možnost naleta ter aktivno zavira, da imamo 30% nižji obisk v kleparsko-ličarski delavnici. Z tega vidimo, da je tudi zelo uspešen in učinkovit sistem, ki znižuje število prometnih nesreč. In ko smo ravno pri Toyoti, njenemu odrekanju dizelskim motorjem sledi, ne boste verjeli, Mercedes-Benz. Da šok ne bo prevelik, vam povemo, da samo v Ameriki. Razlog pa ni toliko okoljski, ampak predvsem finančni. Zanimanje Američanov za dizle je namreč minimalno, manj kot 3%. Te nemške izkušnje pa bodo zagotovo koristile tudi skupini PSA, Peugeot Citroën, saj se ti selijo v Ameriko. Za dom svojih tamkajšnjih operacij so si izbrali mesto z najbolj prometnim letališčem na svetu, Atlanto. Nemška novica pa je, da sta se združila največja ponudnika carsharinga, Mercedesov Car2Go in BMW-jev DriveNow. Zaupa ima torej že 1,7 milijona voznikov v 33 državah po svetu. Zdaj je končno jasno, na kakšen način se bo vrnil Mazdin rotacijski motor. Ne bo več poganjal koles, bo pa zagotavljal elektriko za Toyotine samovozeče kombije e-Palette, tiste iz prejšnje oddaje. In ko smo ravno pri samovozečih avtih, pričakuje se, da bodo potniki v njih pogosteje doživljali slabost. Na Univerzi v Michiganu so zato patentirali posebna očala, ki s pomočjo posebnih luči sinhronizirajo dejanski pogled z občutki, ki bi jih imeli, če bi med vožnjo gledali na cesto. Floridska zavarovalnica pa je ponovno preverila, kaj ljudje menijo o samovozečih avtih in rezultati pravijo, da se jih še vedno bojijo. A nismo o podobni anketi govorili ravno v današnji avtomobilnosti. In tu je nova BMW-jeva Isetta. Tega simpatičnega jajčka ne obuja BMW, ampak proizvajalec skirojev Microlino. Prototip je prestal teste, zdaj si ga lahko naročite. Teden so zaznamovali tudi številni vpoklici, na servis so recimo vabili pri Audiju, Jeepu pa tudi pri Fordu. Nekateri vozniki prvih Focusov RS zadnje generacije so namreč med vožnjo zagledali bel dim, pa niso izvolili novega papeža. 3D tiskanje pa je zdaj osvojilo tudi znamke za petičneže. Bugatti je recimo tridimenzionalno natisnil zavorne čeljusti iz titana, za Chirona seveda. Tisti bolj premožni gledalci in Richard Hammond pa boste veseli novice, da je hrvaški Rimac začel dražiti s svojim drugim električnim superšportnikom. Več o njem pa v Ženevi.